Meta. Živjo, Oli. Dobro jutro, otroci. Spet je teden naokoli in je nedelja. Ja, nedelja, Gospodov dan, čas za počitek. Meta, si še vedno zaspana? Ja. Kaj pa vi počnete ob nedeljah? Meta, kaj praviš, da vsak otrok, ki naju danes gleda, nariše doma, kaj najraje počne ob nedeljah? Odlična ideja, Oli. In potem naslednjič na Zoom srečanju lahko pokažete. Velja? Tako, oziroma lahko pošljete tudi na mail, to pomeni e-pošta, veš, Meta, ki bo napisan tu spodaj na ekranu. Ali pa pošljete na Facebook, to je pa eno, saj nima veze, Facebook stran Binkošna cerkev Emanuel v zasebno sporočilo. Saj verjetno starši vedo, kaj je to. In naslednjič lahko pokažemo vaše izdelke. Tako je. Kje smo ostali? Ali veste, zakaj se nedelja imenuje Gospodov dan ali dan počitka? Oli, ali veš ti? Mislim, da. Torej, Bog je 6 dni ustvarjal svet. No, 7. dan pa je počival in tudi nam je zapovedal, naj imamo 7. dan kot Gospodov dan. Res je. Dobro si je vzeti po napornem tednu čas za počitek. In zakaj ne bi začeli tega čudovitega dne tako, da slavimo Boga s pesmijo? Ja, zapojmo! Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Ej, Oli, ali imaš ti kakšnega najboljšega prijatelja? Seveda, Meta, imam. Jaka mu je ime, je moj sošolec, poznava se že iz vrtca in sva še vedno prijatelja. Zakaj pa je Jaka tvoj najboljši prijatelj? Ja, ker imava rada iste stvari. Rada skupaj kolesariva, igrava nogomet, gledava letala, greva na sladoled. Zdaj je spet možno, veš, Meta, so se sladoledarji odprli. No, v glavnem, in še bi lahko našteval. Z njim res ni dolgčas. Kako dolgo ga že poznaš? Mama pravi, da se poznava že odkar sva bila dojenčka. Kaj? Ja, torej čisto majhna, ampak tako zares sva se začela družiti in igrati v vrtcu. No, saj od takrat se jaz spomnim. Torej nekje 4 leta, če sem zdaj star, sem že pozabil. In on bo za vedno moj najboljši prijatelj. Tudi ko bova že stara detka. Lepo je slišati, da se tako razumeta. Ampak zakaj bi rekel, da je ravno on tvoj najboljši prijatelj?
Kaj je tako drugačnega? Ja, pa Meta, štekava se pač. Pa tudi zaupava si lahko čisto vse in nikomur ne poveva. Zanj bi res naredil prav vse. Vse. Zakaj sprašuješ sploh, Meta? Pa tako, zanima me. Razmišljala sem nekaj, naredil prav vse? Vse? Ja, absolutno. In tudi on zame. On je pravi prijatelj. Vedno drživa skupaj. No, kaj si razmišljala? Zakaj te to zanima, Meta? Ja, razmišljala sem o prijateljstvu, veš. Spomnila sem se na Simona Petra. Simona Petra. Čakaj, v kateri razred hodi ta Simon Peter? Je na naši šoli? Ne, Oli, iz Biblije. ja. Jezusovega učenca. Aha, ja, tistega Petra. Simona Petra, o njem sva se že prejšnjič pogovarjala, nisma? Ja, pogovarjala sva se o tem, kako je izdal Jezusa. Ja, točno. In ker mu je bilo žal za to, kar je storil, se je zjokal in obžaloval. Se spomnim, ja, ampak zakaj te je to spomnilo na prijateljstvo, Meta? No, razmišljala sem o tem, da je Simon Peter že dlje časa poznal Jezusa, tako kot ti poznaš Jako. Peter je bil Jezusov učenec, pa tudi prijatelj. Zelo dobro ga je spoznal. Vedel je tudi, da Jezus ni storil nobenega greha. Vedel je, da je Jezus vedno skrbel za ljudi. Vedel je, da je Jezus naredil mnoge čudeže. No, tudi sam je bil zraven. Ja, in Peter tudi hodil je po vodi, ko ga je Jezus poklical. In Peter je videl, kako je Jezus umiril vihar. In še toliko tega. Peter je imel rad Jezusa in Jezus je ljubil Petra. Lahko bi rekli, da sta bila tesna prijatelja. Ja, in Peter je spoznal tudi to, da je Jezus sin živega Boga, a ne? Tako je. In Peter je rekel Jezusu, da bi šel z njim tudi v ječo ali celo v smrt, če bi bilo to potrebno. Tako kot si ti rekel, da bi naredil za Jako prav vse. Peter je bil pripravljen narediti za Jezusa prav vse. Ja, in veš, kaj je rekel Jezus Petru? No, Jezus je rekel Petru, da je molil zanj, da ne opeša njegova vera. Jezus je vedel, da se bo Peter znašel v trenutku svoje šibkosti in vedel je, da ga bo takrat izdal. Oziroma zanikal. Povedal mu je, da še preden bo petelin 3-krat zapel, ga bo izdal. Peter pa je bil prepričan, da se to ne more zgoditi. Čutil je pravo pripadnost Jezusa, da je bil pripravljen za Jezusa narediti čisto vse. To je to, kaj ne, Meta? Ja, Oli, pa je res naredil čisto vse? No, ko tako vprašaš, mislim, da ne. Ja, res ni. V trenutku strahu za svoje življenje je Peter zanikal, da pozna Jezusa. Ko se je grel ob ognju, so ga vprašali, ali poznaš Jezusa? Sigurni smo, da smo te videli z njim. In Peter je rekel, ne poznam ga. In ni ga zanikal samo enkrat. Kolikokrat pa, Meta? Oli! Biblija pravi, da 3-krat. A si predstavljaš? 3-krat. In potem, ko je petelin zakikirikal, takrat se je Peter zavedal, da ga je polomil. V tistem trenutku je moral čutiti razočaranje nad sabo. Spomnil se je, da je Jezus že vedel, da se bo to zgodilo. In ta resnica
ga je globoko pretresala, zato se je bridko zjokal. Kako žalostna zgodba. In kako pogosto se lahko to zgodi nam, Meta. Da prijateljem ne upamo povedati, da hodimo v cerkev ali nedeljsko šolo, recimo. Ali pa da molimo, da verjamemo, da nam Bog pomaga, da verjamemo Bogu, da skrbi za nas, ali pa zato, da želi biti Bog tudi njihov prijatelj. Ja, morda nas je kdaj strah zasmehovanja, tudi mene včasih moram priznati, ali pa nas je enostavno sram pred drugimi, Meta. No, otroci, se je vam že kdaj to zgodilo? Vas je bilo sram priznati, da ste Jezusovi, da ste njegovi prijatelji? Naj vas ne bo sram, verjemite mi, jaz vem. To je najlepša novica, ki jo lahko povemo in jo ljudje lahko slišijo. Kako bi rekel, najlepša novica. Ja, ker Jezus nas ljubi in ima tako dobre načrte za nas. In ne samo to, umrl je, da bi lahko mi živeli z njim v nebesih. On se nas ni sramoval na križu, ni nas zatajil, čeprav smo mi njega mogoče že tolikokrat. Njegova ljubezen je premagala vse, tudi smrt in naše grehe. In veste, zgodba o Petru se ne konča žalostno. Peter se je res jokal, ampak on se je tudi pobral. Odločil se je služiti Bogu in oznanjati to veselo novico o Jezusu, ki nas je odrešil. Odločil se je in se obrnil nazaj v pravo smer. Ta napaka ga je zlomila, vendar tudi spomnila, kaj je res pomembno v življenju. Ja, veliko ljudem je Peter povedal o Jezusu. Mnogi so bili deležni molitve in Božjega čudeža. In veste zakaj? Zakaj, Oli? Ker je zbral pogum in šel hrabro naprej, ne ozirajoč se na ljudi okoli njega, nevernike ali kogarkoli. V moči Jezusa Kristusa je vedel, da zmore. In da je to zelo pomembno tudi za ljudi okoli njega. Ljudi, ki rabijo pomoč, za vse izgubljene, žalostne, zlomljene. Ja, Peter je vedel, da morajo vsi slišati to veselo novico, ker vsi rabimo Jezusa, prav vsi. Brez njega je življenje brez pomena. Oli, se pomoliva še na koncu? Seveda. Torej, pomoliva se lahko za pogum in hrabrost in za ljubeče srce do izgubljenih. Dragi Bog, hvala ti, da lahko spoznavamo, kako si ljubeč in dober do nas. Hvala, da si poslal sina Jezusa, ki je daroval svoje življenje za nas. In hvala za zgodbo o Petru, ki nas uči, kako se ob napakah ne predati, temveč se pokesati in vstati in nekaj spremeniti. Bog, daj nam poguma in hrabrosti, da bomo brez strahu oznanjali tvojo besedo. Želimo izkazovati tvojo ljubezen in skrbnost prav do vsakega človeka na svetu, tako kot nam jo vsakodnevno izkazuješ ti. Slavimo te, Oče. Amen. Amen. Vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem.